Še enkrat vsem prav lep pozdrav. Ob zaključku mandata tega sklica državnega zbora je kako primerno, da tudi naša poslanska skupina poda oceno, kako mi vidimo ta mandat. Moram reči, da smo začeli ta mandat kot koalicija z 13 glasovi manj kot predhodna koalicija in tudi največja poslanska skupina, največji sestavni del koalicije je imel 5 glasov manj, kot ga je imela največja koalicijska stranka v prejšnjem mandatu. To je napovedovalo krhkost, občutljivost, ranljivost koalicije, še posebej, ker tudi koalicija ni bila vrednostno, programsko in konceptualno tako močna pa homogena, kot so bile pretekle koalicije. To je bivša elita, ki je izgubila državnozborske volitve, to je bila predvsem liberalna demokracija in pa njeni ključni spikeri, to so, ki so bili vsi bivši ministri, so to vedeli, zato so tudi za vso silo zagnali v koalicijo, zlasti v Slovensko demokratsko stranko, vendar so si na koncu polomili zobe. LDS je razpadla, tam je sicer ostal duh, njihov duh, ključni ljudje te stranke pa so se potem porazdelili, so šli v druge politične skupine, v SD in v Zares in tja prenesli tudi stil dela. Morda je kdo mislil, da s tem, ko so prišli v druge sredine, ko so se preselili na drug naslov, da so postali nekaj novega, vendar niso postali nič novega, pa čeprav so te rumeno-zelene zvezdice zamenjali za članstvo v Redbooku ali pa so šli v druge skupine. Spremembe so se dogodile tudi v Slovenski nacionalni stranki, tudi tu se je ta radikalni del poslanske skupine izločil, ustanovil novo poslansko skupino in na koncu tudi novo stranko. In ker je zanimivo, ta stranka v zadnjem času, to se pravi stranka Lipa, čedalje bolj prevzema liderstvo v opoziciji, saj se v pomembnem delu opozicije podpisujejo pod zakone, pod zakonske predloge poslanske skupine Lipa in dajo s tem tudi podporo. In to je pravzaprav nekako tudi eden od dokazov, da v liberalni demokraciji, v Zaresu in tudi v SD-ju zmanjkuje argumentov in jim pride prav karkoli in od kjerkoli. Državni zbor je precej časa porabil tudi za odpravo kadrovskih težav opozicije, predvsem zaradi notranjih nasprotij v opoziciji, tudi v tem mandatu nismo uspeli izvoliti podpredsednika državnega zbora, ki po poslovniku pripada opoziciji. Opozicija tudi ves ta čas nekako ni skoparila s kritikami glede nujnih postopkov, izrednih sej, vendar podatki kažejo, da je bilo tega precej manj v sedanjem kot v preteklem mandatu, kar pomeni, da je ta koalicija delovala mnogo bolj kvalitetno, predvidljivo, umirjeno. Deležni smo bili sicer, smo rekli še vedno, obrekovanja, obtoževanja, še posebej sta izpostavljeni predsednik državnega zbora in predsednik vlade, slednji celo na način, da je nekdanji predsednik vlade razkril državne skrivnosti in povzročil mednarodni škandal. In tu je poslanec Socialnih demokratov Rob odigral in to javno vlogo globokega grla. Opozicija je v tem mandatu tudi na veliko operirala z raznimi hišnimi izračuni in to je postalo pravzaprav zelo
prepoznavna karakteristika zagovornikov iz alternative. SDS in koalicija sta v delo državnega zbora v tem mandatu vnesli drugačen slog in tudi drugačno politično kulturo, kot smo bili navajeni v preteklih mandatih. Drugačen je bil odnos do opozicije in tudi status opozicije je bil drugačen. Pri imenovanjih, ki jih je opravil državni zbor, je bila opoziciji zagotovljena tretjina, da vse tiste organe, v katere se je imenovalo pač po kriteriju, političnem kriteriju, s spremembo poslovnika in smo opoziciji zagotovili poleg predsedovanja še večino v nadzornih komisijah državnega zbora. Pravzaprav to je tisto, kar je bilo v preteklem mandatu tako grobo tudi zavrnjeno in tudi tisti gospod Pahor, ki sedaj ponuja drugačno politično kulturo, je tedaj hladno glasoval proti temu, da bi imela opozicija večino v nadzornih komisijah državnega zbora. Opoziciji smo ponudili tudi partnerstvo, to se pravi sodelovanje pri pripravi paketa zakonov, s tem, da se je opozicija vključila že v predpripravo zakonskih besedil, še preden so postala gradiva vlade. Tega v preteklem mandatu absolutno ni bilo. Prav tako pa smo opoziciji ponudili tudi sodelovanje v času priprav na predsedovanje in predsedovanja. Vendar je opozicija pač to zavezo, ki jo je večina tudi podpisala na glasovanju o zaupnici, tudi s tem glasovanjem izničila. Takrat so osebne interese in pa interese svoje politične skupine, svoje stranke postavili pred državne interese. Celo več, ostrina dela opozicije se je prav v času predsedovanja izredno povečala in kljub temu, predvsem zaradi tega smo v času predsedovanja brez njihove podpore ta projekt uspešno izpeljali in dobili tako v EU kot v mnogih članicah Evropske unije veliko pohval in priznanj. Narejen je bil torej velik preskok pri razumevanju vloge opozicije, čeprav se mi zdi, da ta opozicija teh pozitivnih sprememb ni dojela. V tem mandatu se je razkrilo tudi lastništvo medijskih hiš. Pokazalo se je, da vse največje medije, tiskane medije obvladujeta omrežji Pivovarne Laško in Državne založbe, ki očitno favorizirata SD, LDS in Zares. Prav tako so v tem mandatu dobili imena tudi nekateri poštni nabiralniki, s čemer se je razkrila tranzicijska prevara, ko se je z vodeno in postopno privatizacijo izvedla koncentracija velikega dela nekdanjega družbenega premoženja. Čeprav smo poslanci na junijski izredni seji skoraj soglasno obsodili taka dejanja, pa poslanci SD, LDS in Zares niso podprli sklepov, s katerim se naložilo vladi odločno ukrepanje.